Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Pri osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora so odprli prenovljeno šolsko zunanje igrišče, ki bo nudilo varno in kakovostno vadbo tako otrokom iz vrtca, pa tudi šolarjem in ostalim zainteresiranim. Igrišče je odprto. Ne morem, toliko časa že nisem igral nogometa, da pač je bilo, kakor je bilo. Danes je srečen dan za šolo, za naše učence, za naše vrtčane, za učitelje, za vse strokovne delavce, za občino, za klube. Mi smo navdušeni. Moram reči, da je igrišče res tako lepo, da ko ga opazuješ, ko priješ na sredino, ko vidiš vse te hribe okrog, ko vidiš šolo in srečne, vesele v naše otroke, smo res navdušeni. Dobro sodelovanje z občino, vedno ga izpostavite? Ja, to je res. Mi se bi posebej radi zahvalili občini, vsem, ki na občini delajo in seveda gospodu županu. Veste, to ni bil majhen zalogaj. Tisti, ki smo to gradnjo opazovali zadnje 3-4 leta, vemo, da se je vložilo zelo veliko in da se je naredilo zelo kvalitetno. Še posebej bi se zahvalili tudi izvajalcem, ki so res se potrudili, tako da ta objekt bo zagotovo za naslednjih 30 let, ne samo za šolo, za vrtec, tudi za turiste, za občane, za vse športne klube, ki hodijo v Kranjsko Goro. Ureditev večnamenskega športnega igrišča je obsegala celotno prenovo obstoječega zunanjega večnamenskega igrišča v velikosti 2200 kvadratnih metrov, vključno z izvedbo elektroinštalacij za vgradnjo 12 reflektorjev. Vse notranje površine od zunanjega roba tekaške steze so preplastene s sintetičnimi športnimi prevlekami. V celoti je urejena šolska atletska steza, ki se je razširila na 3 tekaške steze. Vgrajena je nova športna oprema za igre žogo, narejen je nov betonski peskovnik z leseno nadstrešnico. Nova pridobitev igrišča je tudi kovinska demontažna tribuna za gledalce s 66 sedeži. Ja, veseli, da se je pač kljub že jesenskem času zadeva realizirala. Pač Kranjska Gora, otroci, tudi mladina rabijo ta igrišče tako od vrtca naprej za igranje, za tudi prostočasne dejavnosti, za šolo, za pouk telovadbe, tako da smo veseli, da smo ga realizirali. Je pa pač predvsem to plus, da je oblečen v tartan in da bo v bistvu majčkeno bolj prijazen do otrok. Še beseda dve o financiranju, kako so porazdeljena sredstva? Ja, kar nekaj je bilo financirano od Fundacije za šport, tako da smo veseli, da so pristopili, da so videli, da je v Kranjski Gori ta igrišče potrebno pač obnoviti in tukaj se tudi zahvaljujem Fundaciji. Investicija je vredna skoraj 300 000 evrov, 38 000 evrov pa je sofinancirala Fundacija za šport. Za športno-kulturni program so ob odprtju poskrbeli otroci iz vrtca ter osnovnošolci. Predsednica Turističnega društva Kranjska Gora Klavdija Gomboc in direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber pa sta opozorila na velike investicije v športno infrastrukturo, ki ob odličnih klimatskih pogojih v Kranjsko Goro na športne priprave privablja vrhunske športnike iz domovine in tujine. Mi smo zelo veseli, da so otroci iz osnovne šole Josipa Vandota, s katerimi res odlično sodelujemo tudi kot turistično društvo, pridobili to novo atletsko stezo. Projekt se je kar vlekel, moram reči, da smo dolga leta čakali na to, še od takrat, ko smo hodili mi v to osnovno šolo. In vidim, da so otroci kar navdušeni in verjamem, da se bo športno-turistični turizem še bolj razvijal tukaj v Kranjski Gori, kajti pogoji so res odlični, kar se tiče klimatskih razmer in vsega ostalega. Če znamo privabiti vse te tuje športnike na priprave v Kranjsko Goro, verjamem, da bodo tudi
starši in pa seveda tudi otroci zadovoljni in da bojo več časa preživeli na šolskem igrišču kot pred računalniki. Lahko rečem, da v zadnjem času, v zadnjih letih je bilo v destinaciji Kranjska Gora veliko investirano v športne objekte. Vsaka taka pridobitev, kot smo jo pridobili danes v osnovni šoli Josipa Vandota, se mi zdi za sam razvoj produkta športnega turizma velika stvar. Predvsem zaradi tega, ker smo vezani bili prejšnja leta predvsem na notranje površine, sami pa vemo, da v poletnem času večino ekip raje uporablja in se giblja v naravi. Že z izgraditvijo Nordijskega centra Plenica, z dograditvijo športnega parka Ruteč in pa s tole pridobitvijo tukaj pred osnovno šolo, pa mislim, da se ta ponudba še veliko bolj nadgradila, kar pa na koncev za samo ponudbo poleg dejavnosti osnovne šole tudi za razvoj turizma in pa za razvoj športnih priprav, predvsem te desezonalizacije, o kateri veliko govorimo, mislim, da bo res velikega pomena. In kaj bi Kranjska Gora še potrebovala? Glavne športne dejavnosti, na katere v bistvu stavimo v času poletja, so seveda košarka, nogomet, rokomet. Je pa res, da je športov veliko, panog je veliko in recimo prav s to pridobitvijo, ki je bila danes predana v uporabo, lahko računamo tudi na športe, ki jih do zdaj v Kranjski Gori nismo imeli. To se pravi športi vezani na tek, atletika. Sami vemo, da ogromno otrok trenira atletiko, ogromno skupin športnih priprav je že bilo vezano na povpraševanje za tovrstno dejavnost. Tako da to je spet en spekter, ki ga prej v Kranjski Gori nismo imeli, pa ga bomo sedaj lahko v bistvu tržili. Na Trbižu pa so ta teden potekale tradicionalne komunalne igre treh dežel, ki so se jih udeležili tudi delavci Komunale Kranjska Gora. Kot novi direktor pozdravljam te igre treh dežel, predvsem je to pomembno, ta druženje, kot vidite zdaj tukaj za nami, kjer poteka že tekmovanje. V lanskem letu smo te igre priredili na naši komunali v Kranjski Gori, letos so na vrsti komunala iz Tržiča, naslednje leto je komunala Arnoldstein, tako da jaz upam, da bomo tudi v bodoče tako dobro sodelovali, kot smo sodelovali do sedaj. Te igre imajo posebno noto, predvsem to izkušnja, izmenjava izkušenj mnenj, predvsem pa tudi ta medsosedska pomoč. Le živimo na meji treh dežel, Italije, Avstrije, in tako kot tudi Tromeja zelo dobro živi, upamo, da jo tudi naše komunalne igre še tako dobro živele naprej. 5, 4, 3, 2, 1, via! Srečno! Komunalske igre smo začeli v Kranjski Gori 97. leta, to je pred našim stoletjem, rekel, in začeli smo jih v Planici. Meni bo to ideja, ko smo pod Kloštrom, Trbižem, pa Kranjska Gora smo že pri gasilcah fajzdevali skup in smo pol tudi rekli, bomo pa še komunalci. Imeli smo samo dve discipline, vožnja z unim ogenj s plaza gor v Planic, skozi ovire, pa s plugom, pa s ketnom. Druga športna disciplina je bila pa skoki. In smo imeli skok na 200 metrov, potem smo pa vsem diplome dali take, da ima vsak čez 200 metrov svoj oseben rekord. In to se je takrat začel s tem trem občinam in to laufa še danes. Vsak let je kaj novega, je pa vedno kakšna strokovna zadeva, na koncu pa še igre županov. Župani imajo včasih tudi težke igre, včasih pa malo lažje, kakor se kdo spomni. Je pa bolj bistvo na temu, da se družimo, da se spoznavamo, izmenjujemo izkušnje, jeden drugemu pomagamo tudi včasih, ker velikokrat se tudi naredi, sploh pozimi pa tole, da kar jeden drugemu rad odnašamo po domač povedano, kakor tako je. Osnova teh iger, ta prva igra je pa vedno Unimog, to je tudi svetopismo vsake komunale v bistvu, oziroma ne svetopismo, ampak hrbtenica vsake komunale. Unimog s takimi in drugačnimi priključki, Unimog skozi take in drugačne ovire. Unimog to je univerzal motorgeret, to je en Mercedesov kamionček, ki je ima 460 priključkov raznih in komunala brez Unimoga je, kakor komunale ni. Potem je bil zmeraj vodovod pri nas, pa v Avstriji,
potem bo mešana tudi, da sta šla dva z Avstrije, dva z Italije, pa dva z Kranjske Gore, oziroma dva z Podkloštra, dva z Trbiža, pa dva z Kranjske Gore, smo pa skupno igro naredili, ta tretjo, tako je v Kranjski zmeram bilo. No. Tle v Trbižu imajo drugače, ker oni nimajo ne vodovoda, ne odvoza odpadkov, mi smo še odvoz odpadkov kombinirali noter, spretnostno vožnjo in naši šoferji so se zmeram izkazali za deleč najboljše, najbrž tudi zaradi tega, ker imamo mi res tiste najbolj take ozke ulice, strmne, pozimno, varno, ampak še zmeram, hvala Bogu, vseh teh 23 letih, ali kakor je komunala, se nam nikoli do zdaj ni naredil popolnoma nič. Hvala pač šoferjam, ekipam in vsem. Zdravje. Prvo. Ta današnja igra je prav res zanimiva, ker so oni probali nekaj novega. Prva igra je taka, da so združili 4 različne zadeve, in ki tudi zahtevajo spretnost. Sploh najprej je bila ta vožnja z kolesom, pa da ni polil tistega, potem je mogel znati z motorno žago, 4 ljudje delajo, naslednja je vodovod, je tudi, potem je unimog, je tudi bo nekaj zanimivega, no, tako da moram reči, da so se Italijani, kakor smo mislili, da leta sploh iger ne bo, so se zelo potrudili in tudi kvalitetno in na nivoju to pripravili. Naslednje leto je pa Podklošter. Lansko leto smo bili mi, letos Italija, Trbiž, no, naslednje leto je pa Podklošter. Rateški smenj je danes zaznamoval dogajanje na trgu na Gorici v Ratečah. Ponudili so domačo jedačo in pijačo, postavili pa tudi stojnice z domačo in umetnostno obrtjo. To je 3. nedelja v oktobru, ki je v Ratečah smenj. Moram reči, da smo ga zdaj obudili v zadnjih 4 letih, tako da je malo več. Prej je, moram reči, šel zelo v zaton na koncu. Včasih tudi nobenega ni bilo, ne. Je pa to res že star običaj, tako da tudi štejemo, ne, koliko let je to že. Tako da me pa veseli, da smo majhen gor dvignili, no, da saj nekaj za to mladino, da pridejo. Kaj pripravite? Pač povabimo tele stojničarje, ne, ki pridejo. Mi smo pa letos se odločili, smo pripravili tele miške pečene pa pijačo, tako in smo se tudi odločili, da bo turistično društvo to počastil v bistvu vse, da je brezplačno za domačine in tudi za obiskovalce, ki pridejo. Za kakšen požirk pa tako, ne, pa posladek. Pridejo verjetno tudi od drugod, ne samo domačini iz doline, morda tudi iz sosednje Italije? Moram reči, da pridejo. Ravno prej je šla skupina Angležov in so bili zelo presenečeni in so spraševali, kaj je to. Smo jim razložili, da je običaj, tako da so si tudi oni posladkali, lahko pa popili en čajček. Katere pa so še tiste prireditve, ki so zaznamovale letošnje leto pod okriljem Turističnega društva Rateče Planica? No, če začnemo v marcu, je bil pozdrav junakom daljav, se pravi, to je otvoritev za planiške polete, potem seveda vaški dan. Moram reči, da je letos zelo v redu uspel, odlično. In pa seveda srečanje na Tromeji. Moram reči, da smo imeli obakrat srečo z vremenom in tudi lahko rečem kot turistično društvo, da smo zelo dobro delali, no, in smo zelo zadovoljni z obema prioritama, v bistvu z vsem trem. Ta smenj je pa le tako, da se nekaj dogaja, no, še. Dekleta in žene se že srečujejo, že ustvarjajo ročna dela? Tudi ročna dela smo imeli, tudi to je bila razstava v času Planice, tudi zelo dobro obiskana. Moram reči, da dekleta se še naprej trudijo, tudi zdaj bojo šle na en sejem. Smo rekli, da bomo pač, da jih povabimo, da si grejo tudi one lahko ogledati enkrat, ne da skozi delajo, ampak da tudi malo se pozabavajo pa vidijo tudi druga dela.
Znan je seznam vloženih in potrjenih kandidatur za lokalne volitve v letošnjem letu. Za župana občine Kranjska Gora kandidira le zdajšnji župan Janez Hrovat. Za člane občinskega sveta pa se bodo potegovali Slovenska demokratska stranka SDS, Nova Slovenija krščanski demokrati NSI, Darja Hrovat in skupina volivcev Alpska lista Janeza Hrovata, Socialni demokrati SD in Stranka modernega centra SMC. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Bralni klub z Benjaminom Gracarjem bo jutri ob 17. v knjižnici v Kranjski Gori. Jesenska delavnica s Katijo za otroke in starše bo v sredo ob 17. v knjižnici v Mojstrani. V petek ob 17. bodo delavnico izvedli še v knjižnici v Kranjski Gori. Etnološka delavnica Peka potice bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori v sredo ob 17. Potico bodo pripravili pod vodstvom Jerce Kramar iz Rateč. Večer z domačinom, profesorjem dr. Stankom Klinarjem, bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem v petek ob 19. Potopisno predavanje Andreja Žemve, Argentina, ognjena zemlja, Patagonija, Čile, bo v petek ob 19:30 v dvorani gasilskega doma v gozdu Martuljku. V soboto od 11. do 18. bo na trgu Olimpice v Mojstrani prireditev Mojstrana Žejen Fest. Pripravljajo otroške delavnice, ponudbo na stojnicah in živo glasbo. Planinsko društvo Jesenice obvešča vse planince in obiskovalce Tičarjevega doma na Vršiču, da je dom zaprt. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Prijetne jesenske dni, ki so pred nami, in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!